Kaj imaš ime za svojega kolega? Ja, Smem vprašati, ko skliče. Velikan 20. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli nazaj v novi epizodi člani. Tukaj z vami Rimanič, Jure in Jure, koga imamo na naši desni. Danes slavna osebnost, pevec, zabavljač in veliko več, Damjan Murko! Kako se vam jajce tresejo? Ta jajca lepo napoved. bomo mogli dati dol. Kaj se ful čuje ta jajca? Ne, sam migajo tako, da, Ne, da me dekoncentrirata. To je bil plan. Dej dol, ki si jih bo slišala. Se ne, lej. Zato, ker ti ful drkaš. Tega se. bog. Ja, pa nekaj se tako. Tako, to. Ta jajca dol, ker ti ful drkaš. V glavnem, Damjan, ko smo? Zelo naporno, zato ker se veliko dela, ampak za vaju sem si vzel čas. Res si super, hvala ti še enkrat, ker si prišel veseljem, lepo iz hvala. oddaljenega Maribora, ne? Iz oddaljenega Maribora, včeraj sem ravno prišel iz križarjenja. Je bilo tudi zelo naporno. Smo zabavali goste po vseh večjih otokih po Hrvaški, 4 dni, ampak sem rekel za vaju, pridem tudi na pol mrtev. To, ta pravi član. To pa je res. Mislim, moramo res pohvaliti tega Damjana, ker je res prišel prvi gost, ki je prišel preden smo zmenjeni, torej 15 minut prej. Ja. Vsi ostali gosti vedno zamujajo, tako da se vidi ta Jaz sem profesionalnost. mujal, samo tudi niso plačani, ne? No, zdaj te bojo vsi nazaj klicali, koliko si Kaj mi njemu še smo kaj dolžan. plačali že? Ne vem, neki smo si pisali. Vse na pogodbo. Neč na roke, fanta. Pa ne, Nič da na imaš roke? rajše na roke ti, ali ne? Kako? Da imaš rajše na roke, ko na pogodbo. Pa jaz moram reči, da od vaju nič ne bi na roke sprejel. Zaradi previdenega moram povedati, da dolga pot iz Maribora in vsi smo šli lulati, tako da... Ok, čakaj. Zdaj, že ki smo pri temu, ne? Kaj, on naprimer nima, jaz imam, kaj imaš ime za svojega kolega? Ja, Smem vprašati, ko skliče. Velikan 20. Zakaj 20? Mislim... Ok, dobro. Pa Okay. vidva imata? Ja, jaz imam. Jaz nimam. Nimaš ti, bomo mi dva dala. Kako imaš ti? Mali Rimke. Mali, ja? Lepa istočnica. Pa ne skrbi. Uniki veve. Ko bi njemu Veš, je dali? rekel, uniki ve. Ja. Jaz sem rekel, ne, da je tle malo sumljivo. Ne? Vsi stopijo iz omare v intervjuju z mano. Unaki veve. Tako, ko pogledaš Jure, tako bi njemu dal. Ja. Ja, tudi jaz, ja. Ja. Ko ga vidi, reče ja. Jurček in njegov gobanček. Nič, mi ponavadi začnemo tako, ko je bil kaj naš teden, tako da oprosti, ampak Jure, ko je bil kaj tvoj teden? Moj teden. V Zanimivo. pričakovanju mene. Ja, konec tedna. Ampak sam teden je bil zanimiv, dosti dela. Kaj pa delaš ti? No, Jaz vse to. projektni vodja v enem podjetju sem. Aha, super. Torej, A ja, čak ti imaš gnar, nisi prej povedal. Pa bi že včeraj prespal. Se ima plac? To, da veva. Pa zdaj, ko smo mu dala ime, ne? No, se lahko zdaj poveš do konca, oprosti. Jure, ja, sem treniral vsak dan. Vsak dan sem bil v fitnessu. A si šahist? A ja. Ja, še. Kdaj se bo pa začeli poznati? Piu. On je prišel naš podcast nas disrespektat, kaj boš to dovolil, Jure? Malej, jaz pustim. Tistim, ki vem, da so šipkejši, pustim. Jaz pa mislim, da ti točno veš, kaj se bo zgodilo, čim boš odprl usta. Ne vem, kaj ti reči. V glavnem moj teden, ja. Je bil zanimiv, poln dela, tako da tudi uni projekt, ki ga delam, tudi se lepo odvija. Nice. Tudi naš drugi projekt, z NFT lepo teče. Tako da, ja, zanimiv teden, ampak res, še boljši zaključek tedna, ne. Tako da, lej, jaz nimam tako zanimivega življenja kot ti, sorry, Matej. Najbolj zanimivo ta teden je, drugo najbolj zanimivo je to, da si prišli danes k nam. In Kaj je prvo za vraga? Ja, prvo je bilo danes zjutraj, grem jaz v šoli na avtomat, se mi je zataknil rogliček
in ker ni padel dol, ga ni zaznalo, da mi ga računalo. In pol sem zdrmal avtomat, je padel dol in sem ga dobil za džabe. Tako da, To je bolj zanimivo, to je bolj zanimivo kot Damjan. Ja, seveda, ker si nisem za džabe. točno to. Mogoče me moraš pa zdrmati. Ok. Da padem kot rogliček. Ja, nič, kot glasbenik, ne, prej smo začeli. Kaj? Ja, Zakaj se imaš? Umetnik, Ne, mislim, artist, kaj si poveš? jaz tako rečem, jaz sem medijska osebnost Aha, in okej. jaz sem boljši igralec kot pevec. A ne. Je pa tudi res tako, da glede na to, da moje pesmi štejejo več ali manj milijonske oglede na flex. YouTubeu, bi se lahko vrstil konec koncev brez slabe vesti tudi med pevce. Kaj imaš tudi na teh platformah, kot so Spotify in to, ali tam nimaš pesmi? Ne. Zakaj Mi pa damo to? kar na moj kanal in Zakaj to pa? je to. Jaz sem malo len, kar se tega tiče. Pa to je ful enostavno. A res? Daš samo, imaš tale, te neke, ko se reče, je neka spletna stran kot nek tale tvoj, kaj imajo pravadi pevci? Tele, Sem pozabil, ko se kličemo za reči ena spletna te hiše, ne, te hiše, kaj so one hiše, tipo za produkcijski, Založniške hiše. založniške hiše. Ja. In imaš to nekega online založnika, Okej. daš njemu samo pesem in pol dobiš na vsak poslušanje, dobiš denar. Takole je, založniške hiše imajo izvajalci, ki imajo še namen izdajati recimo plošče, da te hiše imajo nekaj od tebe. A ne? Potem so tukaj seveda menedžerji, tukaj so potem ljudje, ki vodijo tvojo kariero, konec koncev skoraj da brez tega, da lahko ti poveš, kaj ti je pravzaprav všeč, te vodijo. In seveda poberejo večji dobiček, lahko rečem, kot ga pa ima sam izvajalec. Tako da jaz se tega ne grem, točno vem, kam me pot vodi, Valjda. vem, kaj želim ustvariti in kaj sem ustvaril, pa mislim, da takole je. Glas, vse v mojem primeru, glas je 30%, talent 60%, intelekt pa 100%. Tako da mislim, da jaz zadnjega najbolj uporabljam v svoji karieri že 20 let. Veš, da marketing, to ga imaš tle, ga imaš Ja. v malem Ja. prstu. Ja, to je del posla. Premalo se zavedamo, ne? Da imamo odlične artiste, imamo odlične pevce, ki se pač v tej godlji nas, samo promotorjev, če hočeš, Ja. enostavno nimajo priložnosti razviti. Meni je mal žal za njih, mal pa tudi ne. Ker mašinerija medijev je pač taka, da te ustvarijo in ko se te naveličajo, te odvržejo. Zdaj pa je samo od tebe odvisno, ali se obdržiš in od publike. Ne? Ko publika reče, Mislim, ne, publika dovolj, je glavni. publika je glavni, ne? Zato pa mislim, da sem vajen poslednji gost. Ne? Ne, ampak Ne skrbi. jaz sem drugače, sem poslušal tvoj podcast, ki si ga imel s Femiči in je bil meni res dober. Pač, ker je res se pokazala ta tvoja drugačna, v bistvu ta realno stanje, da res obvladaš ta marketing. In eno vprašanje, ki so ti ga oni dali, je bilo, zakaj nisi nikoli sodeloval s kakšno promocijsko hišo, da bi v bistvu ti ustvaril strategijo. In smisel je tako, da ti narobe razumel vprašanje in si rekel, da bi ti bil uporabljen za promocijo. V bistvu, jaz se spomnim, da ste me vprašali v smislu, kot, kaj bi ti, recimo, da bi jaz prišel kot podjetje k tebi in da bi ti postavil strategijo za me, kako uspeti. Ne, da si ti del te promocije. To je tvoje znanje, da daš drugim in da To To služiš. vprašanje so ti tako, oni postavili, tako, to se razumem. spomnim in si ti mislil, da mislijo o tebe, ampak recimo bil sposoben narediti strategijo za eno podjetje, za oglaševanje ali pa za kako uspeti, recimo. Bi znal to? Ne čutim se poklicanega, da bi svoje ideje delil z drugimi. Aha. Zato, ker se mi zdi, da sem redko kdaj se tudi sprašujemo za tujino, recimo, če bi meni uspel. Ja. Mi moramo vedeti, da mi živimo v Sloveniji z nekim pridihom balkanskega primitivizma, da vse, kar preberemo ali vidimo, verjamemo. In to je bilo v mojem primeru pred 20 leti najboljša varianta za uspeh. A ne? Ker jaz sem bil, ne vem, moj prvi večji hit, moj prvi večji presežek je bil recimo pesem Srečen, ker sem moški. Ne vem, če se videl tega mislim, spomnite. mislim, jaz to še vedno kdaj uporabim. frazo? Ja, ker evo, odpada naša kraski. Recimo, vidiš neko žensko, ima menstruacijo. Sem srečen, ker sem Ker si moški. moški, Ja, pač, legit. In mi smo to besedilo pesmi, tukaj gre definitivno za eno lepo razpeto balado, ki če bi jo pel nekdo drug, bi lahko bilo to res ena pesem, ki je pisana na dušo, ampak ker sem jo to pel jaz, Ja. ki imam ta luk
zelo nevšečnega človeka. Jaz sem prišel takrat s krznom, jaz sem prišel takrat zelo ekstravaganten na oder in zapel to pesem in zaradi tega mojega imidža je pravzaprav pesem postala hit, ker je bil sam izvajalec brez lažne skromnosti pa zanimiv. A ne, zdaj, če bi jo nekdo drug pel, bi bila ta pesem lahko tudi ponaredila ali pa zimzelena. Ampak glede na to, da je ta pesem nastala skoraj pred 20 leti in da jo še vidva poznata, to nekaj pomeni, a ne? Neki je tam. Se še rodila skoraj nista Madonna. Ja, to je res. Dej, povej, kaj je ta ključ? Recimo, okay, mi se tudi ukvarjamo malo z marketingom drugače, imamo neke svoje spletne trgovine, imamo neke ideje, probamo narediti razne zgodbe. In kaj je ključ do uspeha te pri tem marketingu? Prej sem omenil intelekt, pa tudi točen cilj, kaj pravzaprav v življenju s tem želiš doseči. Zdaj tako, veliko je idej, ki so samo na papirju, veliko je idej, ki jih ljudje naredijo, pa pravijo, da več glav več ve. Jaz pa mislim v mojem primeru, da ni tako, da sem jaz vedno svojo glavo ravnal, sem se tudi opekel, normalno, ker to je človeško se zmotiti, ampak sem vse te negativne stvari zelo, zelo hitro obrnil sebi v prid. Tako da, če mi zdaj rečeš, kaj je tisto negativno, kar bi me lahko mogoče tudi uničilo ali pokopalo, seveda je bilo nekaj takih zadev. Zmeraj sem s to pametjo, ki jo imam danes, oziroma ki sem jo takrat imel in ki jo imam danes, lahko izplaval. Kaj botruje uspehu neke osebe? Bi lahko zdaj tudi 2 dni sedel, pa še ne bi naštel vsega, ker se mi zdi, da je toliko dejavnikov, da ti narediš en brand, da je to pravzaprav nekaj neverjetnega. Ne samo biti v pravem času na pravem mestu, ni tako, kot sva rekla, talent, srce, intelekt. Ni samo to, predvsem moraš imeti tudi rad svoje delo. Pa ne izgleda kakorkoli. Če ti že v štartu začneš s tem, da boš naredil marketing, je to zelo, zelo težko uspeti ali pa je dolgotrajen proces. Mi moramo vedeti, da pred leti so se meni samo smejali in jaz sem imel nič od tega, ampak jaz sem vedel, da bom lahko enkrat od tega živel in sem ustrajal. Ne, tudi vztrajnost je tista spet. Da vidiš na daljši rok, ne? Mislim, meni je to, ko se ljudje nekomu smejejo, ker mislijo, da vejo več, v smislu, ampak vejo manj. Ne? On je vedel več takrat. Ne? Sej jaz in Jure te pač občudujemo za reči full folk Novolega Murka, da mi smo tip je briljanten. Koliko vi govoriste o njemu, koliko ga vi član govoriste o njemu in mu dajeste denar v žep. Pač član fucking Britan je tip. Kdo je tukaj nor? Ne, se to res se pozna, ker lahko gledaš iz perspektive človeka, ki ne ve, kaj je marketing in bo mislil, lega tega, kaj dela. Ne? Če pogledaš neke osebe, ki se spoznamo na to in kako je recimo težko nekaj prodati, kako je težko recimo doseči veliko število ljudi, pa vidiš, da v bistvu si genij v tem področju. Ne? Meni je bilo tako, kot da sem v nekem obdobju sem se zavedal, da sem konec drugi misija, da so mi kar ljudje sledili, da so mi gledali z roke. Da na stopih vedno rečem, da sem kot prometna nesreča, ko se peleš mi umrš gledati, čeprav ti gre malo na bruhanje. Ampak jaz mislim, da me tudi, to pa je prirojeno ali pa ti je dano, ne vem, tudi karizma je tista, ki te pri človeku lahko žene naprej in da si opažen. Nikoli nisem bil puhlica. Kjerkoli sem se pojavil, sem v ljudeh zbudil takšna ali drugačna čustva. To je bil namen. Ja. To je bil namen. Niso se zapomnili. Recimo se opazi, recimo to, ko bi rekel, nelagodje, recimo, v smislu, te vrže iz tira malo, ker ne pričakuješ. Recimo mene osebno, recimo, ne veš, da vsega povedal. Ne. Ampak v smislu, veš, ko rečeš nekomu, ki ne pričakuje nekaj, to ga recimo vrže iz tira. Recimo, ko osvajaš neko žensko, isto je verjetno, podoben princip. Jo vržeš malo On ne ve. Jo vržeš malček iz tira in pol bo dosti lažje, ne? Zdaj, deluje tudi verjetno pri vseh ljudeh, če to znaš, ne? Ja, jaz mislim, da je to ta moj pravi talent. Ja. Se pravi, prvič, preko medijev dostopa do ljudi, da se ti konec ljudje in mediji ne naveličajo, da moraš vedeti, da jaz konstantno zavračam vse resničnostne šove. To ti toliko ponujajo, neverjetno, ja, non-stop. To je zmeri, za vsak resničnostni šov bi lahko sodeloval. Mislim, da igrati nekoga 24 ur na dan ne gre. Tist pa urce, 1 urcu na nastopu, se pa da, ker je to moj posel. In ko me sprašujejo, če Damjan Murko popolnoma drug človek za 4 stenami, logično. Logično. A ne? Ja. Ker se enostavno ne da. Je pa res, da ko jaz pridem na neko
snemanje ali pa na nek nastop, od mene dejansko ljudje že pričakujejo, da se prelevim v lik. In jaz sem lahko 24 ur, kolikor se le da, če se dela, zelo miselno, čustveno, znam izklopiti vse okrog sebe in znam res biti ta lik, ki ga ljudje pričakujejo od mene. Vse to ponovadi za kamero moraš vedno biti malo 110% več, malo moraš. Absolutno. Mislim, to se razume. Je pa tudi tako, ne, da na začetku karijere definitivno je poza, je nekaj narejeno. Potem pa ljudje to začutijo, če traja predolgo in se na podlagi tega začnejo kar mal distancirati od tebe. Tako da mal pa, tako kot sem rekel, moraš imeti rad tudi svoje delo, malo moraš uživati v tem, da lahko z tako vnemo toliko let to počneš. Prej si omenil karizmo. Kaj pa je za te karizma? To imaš ali pa nimaš. Ne vem, jaz težko rečem, recimo pri nas, ne vem, naš predsednik države je karizmatična osebnost, recimo, ne. Na estradi, če gledamo, ne vem, Miša Molk-Jan Plestenjak. A ne, se pravi, to so ljudje, ki imajo karizmo, se pravijo, ko vidiš, da vstopi v prostor ali pa da nekaj reče, da ima vse pod kontrolo, da točno ve, kakšne emocije bo zbudil pri ljudeh. Kakšne emocije bo zbudil pri ljudeh, to je zanimivo. Istočnica. Dostikrat se reče, dostikrat reče ljudje, da to recimo denar, izgled, ne vem, prezenca, ne vem, kakorkoli, ne. Prezenca, ja. Bi rekel prezenca, da je glavna, da se ve, da si, da se ve, da se zavedaš, kje te je mesto. Ampak tudi recimo denar je del tega, recimo, da imaš nekaj denarja. Tako, ne pravim, da je to pravi odgovor, ampak tako sem bral nekje, da recimo več faktorjev, recimo nekih 5 faktorjev, denar, izgled, višina, glas, ne, ampak verjetno... Čak, zdaj si naštel 3 stvari, ki jaz nimam. Glas, se to verjetno ni to pravo pojasnilo, ampak to, ki si rekel, da v bistvu, da veš, kakšno emocijo boš dobil ti od človeka nazaj, s tem, kar rečeš ali pa narediš. To je dobro. Jaz, ko stopim v prostor, na nastopih, jaz rabim točno 10 sekund, pa tudi če je 100 ljudi ali več. Točno vem, koga kam popredalčkati. In jaz mislim, da sem kar mali psiholog, da sem se tega naučil v vseh teh letih mojega nastopanja, da znam z ljudmi in da, rad rečem, penetriram v zavest vsakega Slovenca. Kaj pa recimo, se sliši, da ti ukvarjaš z neko prodajo in temi stvarmi? Mislim, imam nekaj svojih izdelkov. Parfum Lamour, ko naj te pošpricam. To tudi piše na embalaži, seveda. Briljant. Potem šalčko, od spredaj moja slika, od zadaj piše zaspi in zbuje se z mano, naj te posrkam. Nekaj majic imel nekaj časa, zdaj smo jih umaknili iz prodaje. Šok, puščico dol, o moj bog. Potem pa neko podjetje sem dal zeleno luč, tudi prodajajo spodnice. Na moških piše poženi Marcino, na ženskih pa v mojo dolino. No, evo, zdaj, ki si že omenil, ne, torej, kaj pa recimo tvoj prijatelj Blaž? Ja. Kako sta se spoznala? Kaj je to? Iz kje je to prišlo? Midva sta sodelovala pred 10 leti, potem sva 2 leti pauzirala, se reče temu, potem sva se pa spet našla. Poklical me je, jaz sem njega spremljal, zdaj, ko on postal dost močen lik, ne? To moramo vedeti. Mislim, zakaj je postal on zdaj močen lik? Evo, dajmo se s tem pogovoriti. Lej, tle ga imamo nekje. Kje je? Dol. Jaz vas bom tožil. Ja. Zakaj je postal on močen lik? On je tudi karizmatičen. Je karizmatičen. Točno ve, kaj dela. Jaz z veseljem da tudi na svet, no, čistko bom povedal. On je mene poklical, je rekel, da bi mi posnela duet. Malo sem razmišljal, nisem kar takoj rekel ja. Skupaj sva našla. Mi točno veva v poslu, kje je komu mesto. In točno se zavedam, kaj dam jaz od sebe, kaj da on od sebe. Razdeljene so vloge, točno veva, kaj počneva. Zato se tudi zdaj v vsem tem najnem sodelovanju ni prišlo nikoli do dobenega kreša. Ker se je točno vedelo, kje je komu mesto in kakšne so obveznosti ali naloge enega in drugega. No, kako pa to zgleda? Mislim, kako ste si razdelili naloge? Ti si torej tudi nek menedžer nekako bil? Ne. Ali ne, ali kako? Mislim, ki glas bo tvoje področje, ne? Jaz vam ideja, on ima denar. Simple. Preprosto. Ja, ampak tako ne. Ta struktura, kako nekaj delaš, je tudi zelo pomembno, ne? To vodenje tega vsega skupaj. No, kako pa ste videli to sfurali? Kako? Kako je bila začelo ideja? Se je s klicom in kako ste izpeljali to, da je prišlo do tega uspeha? Evo. Ja, tako je, glej. Iskreno povedano, ko ti posnameš pesem, ni recepta, da jo ljudje sprejmejo. Ni.
Lahko gre zelo hitro v uho, ali pa si ti prepričan o nekaj, sicer imam jaz tak instinkt, kaj bo hit. Ne? Ko recimo pri šoku sem takoj vedel. Šokov moj bog. To gre takoj v uho. To po mojem vsi vejo. To po mojem je postal tudi v pogovoru, ko rečeš, o moj bog, se takoj spomniš na to pesem. Se ima več kot 2 milijona ogledov na YouTubeu. Potem, recimo, smo štartali na podoben način. Jaz sem takrat poklical Saša Lendero, sem rekel, napiši besedilo, rabim nekaj provokativnega v mojem stilu, ker rdeča nit Murka mora ostati. To mora ostati. Jaz zdaj, da pojem nekaj drugega, kar ljudje od mene ne pričakujejo, dvomim, da bi naletel na neke emocije ljudi. Ne? Spet smo pri emocijah, kar jaz dam veliko. Emocije v marketingu so prvo stane, ki ne moreš malo manipulirati na lep način. No? Pa ne želi manipulirati z ljudmi, zato ker se mi zdi, da ni publike za podcenjevati v tej smeri, da ne začutijo iskrenosti. Vse pa je moja publika v teh letih izjemno menjala. Od otroci so tako prvinski, do izjemno starejših, ker vidim, kje nastopam, ne? Od 75-letnic. Ja, ampak je zanimivo, zakaj pa je tako? Zakaj pa ta umestni je pa taka luknja, recimo, dajmo reči od 12 do 80, ta luknja. Pri 12 je dobro, da ne vemo, ne? Ne. Hiter si. Moram reči, da pa mogoče niti ni tak vrzel velik. To si tudi rekel. Se mi zdi, da mogoče je manj, recimo, koliko je? Ki se reči, 10-letniki te poznajo, moja generacija te pozna. Mislim, recimo na koncertu, ne bom govoril o koncertu, mi ga poznamo, samo na koncerti se recimo ne bi verjetno šel. Blagovna znamka Damjan Murko obstaja od Prekmurja do Primorske, to je jasno. In še dlje, sem zdaj tudi nastopal na Hrvaškem, sem bil presenečen, koliko me tujih izvajalcev, recimo. Ko jo vi Damjane? Ko sem se prvič v življenju pogovarjal s Petrom Grašem in on je rekel, da ve, kdo sem, se pravi, pozna moj lik, se pravi, internacionalen bil. Ne, ma res. Je kar širše, glede na to, da jaz ne moram reči, da sem nek pevec, ki bi polnil slovenske dvorane in imel razprodane koncerte, čeprav se je tudi to zdaj pokazalo. Imam razprodane klube v povsod, kjer nastopam in so to bili zelo veliki koncerti, ne vem, Cirkus v Ljubljani, Maribor Štuk, se pravi, to sem bil sam brez gostov. To sem nastopal na vse slovenske velike te prizorišča. Pa jaz bi rekel, da si bolj showman. Znaš narediti show za to. Ljudje bojo prišli definitivno. To je bistvo. To je bistvo, da znam narediti show in ta lik je zelo zanimiv Slovencem, ker tudi ne vejo, kam točno me uvrstiti. In jaz tudi ne pokažem čisto pravega Murka. Nikoli. To je dobro, da si mislijo. Mogoče me danes malo odpreš. Ne, res. Ne, si nek fenomen res na tej slovenski sceni, kjer Bog veš kaj, da toliko časa si relevanten, to je ono. To tudi, kot sem rekel, medijski stroj dela pri nas zelo hitro. Ja. 2 leti si, te lahko mediji tudi ustvarijo, ampak te zelo hitro odvržejo. Ker so novi obrazi, ker so novi šovi, ker prihajajo novi ljudje na sceno in jih je treba izkoristiti, prežvečiti in odvršiti. Zdaj pa je tako. Če si pravi, če si iskren, če ne zaspiš na lovorikah, vedno znova ljudje puščaš v dvomih, govorim spet iz svojega razmišljanja. Ne? Se mi zdi, da je prav, da tudi v sebi vsega takoj ne poveš. Jaz recimo ne izpostavljam ne svoje družine, ne svojega otroka, ne izpostavljam za neko marketinško zadevo. Moj namen življenja je popolnoma dela in sistem mojega dela in mašinerija, ki me vodi naprej. Jaz sem drugačen sistem, kot pa to, da bi trkal z družino na čustva Slovencev. Neki drugačen plan imam. No. Ne, te razumem, je lepo imeti tako za reči delo in privatno. To zelo. Je treba ločiti. Tudi ljudje, ki me poznajo iz enega drugega filma domače okolje, rečejo, da so pravzaprav zelo presenečeni, kako mi kot familija normalno funkcioniramo. Ker rečeš, da to je polno smeha, to je polno zabave, to je Madonna zbadajo otroka v šoli. Ni res. Ni res. Fino je biti Damjan Murko. Predvsem pa konc meseca. Moraš biti tudi dobro v svoji koži, to je point. Ja. Pa se jaz zelo cenim, da sem tukaj, kjer sem. Zakaj? Zato, ker ko sem jaz začenjal, to je bilo to gnojnice, ki se je zlila na mene, to je bilo
toliko težkih zadev, pravzaprav, pa ne samo zame, tudi za mojo družino, da sem bil tudi pri tem, da odneham. Ampak enostavno sem imel toliko jasne vizije, toliko močne želje in volje, da sem vedel, da nekoč bo nekaj iz tega ratal. In je. Kaj pa je recimo res, kaj pa je zdaj, če rečemo, kaj je tvoj cilj? Jaz bi rad čim več delal in čim dlje delal. Je pa res, da smo se preizkusili zdaj tudi v zadnjih letih kot organizator porok. Nekaj smo slišali, ja. Povej kaj več. Ne rabiš tega. Ampak za gledalce V Sloveniji še ne sme. Lepa. Odvisno, kaj bomo zdaj volili. Čak moram kar malo stiti. Boš kandidiral. Ti si? Ja, malo moramo to potipati. Si delal v kampanji na Bernardinu, ko sem bil jaz plažni delavec. Tako da res? So nosil ležalnike. Delavec, kaj si pa delal? Nosil ležalnike. A ja, to pa okej. To je še v redu, jaz mislim, da si bil ta reševalec vode. Ne. Skratka, to je bila tudi ena zelo zanimiva zgodba. Nekaj intervju sem imel in sem vprašal, če bi jaz kandidiral za predsednika države in sem rekel, ja, mogoče pa kdaj res. In takoj, 1 uro zatem Pop TV kliča smo v Mariboru, takoj izjava, kaj se dogaja? Ampak v tistem momentu je bilo sam 10 sekund, da sem razmislila, se grem v njihovo igro ali ne. Kako to zgledate? Pokličejo, bum. To je takoj. Akcija. Jaz nisem niti toliko razmišljal, da bo vsaka moja izjava padla na tako plodna tla. Nisem niti razmišljal o tem, da sem toliko slišan, konc koncev. Že tako malo z hecu najde. Ja, pač malo v hecu marsikaj rečeš. Čakaj, meni bi tudi Artur Štern takrat. Ali to je bilo isto, da je bilo takrat? Isto, ne? Jaz sem takrat zbral 5000 podpisov, da bi lahko bil na lističih. Kaj se pa je šlo za res, se pravi, ko se je začelo soočenja, je pa bila moja uradna izjava, zakaj odstopam, ker nočem biti še en kloven v poplavih vseh klovnov, ki so takrat kandidirali, pa predvsem tudi zato, ker so moji cilji večji, kot pa postati predsednik države. Okay, to je disna gospoda našega predsednika, ali kaj? Pa jaz sem našega predsednika kar ratno. Mislim, da imamo kar v redu predsednika. Ok, ajde, za reč, postaneš predsednik, kaj je prva stvar, ki narediš? Ukinem tvojo oddajo. Kaj se ti smeješ? No, preoblikujem. Ono stane. Damjan. Kipca. Ja. Vse te imamo radi. Vse si v redu. Vse si super. Ja. Sam tvoja bivša punca ni takega mnenja. Sej pride, bomo vprašali za mnenje. Janjo pa bi res rad spoznal, kaj za vraga je bilo. Kaj je videla? Da se je, mogoče je slepa. Jo, lušna stavba, no. Hvala, tudi ti, Damjan. Dal sem ti zaposlušati moj komad, mene zebe, prosim, javno povej, ko se ti je zdel. Jaz že vem, kaj odgovoram, ampak vseeno povej, ne? Ja, glej, tako je, jaz mislim, da bo treba že veliko delati. Okay. Na karizmi, ne? Pa ne, veš, da karizmatičen pa si. Evo. Karizmatičen si. Talenta malo. Drž se pogovora z gosti. Ni treba, da siliš tam, kjer res nisi dobro, doma. To smo za hec malo provali. Ja, dobro, jaz sem tudi za hec, pa gledaj, kaj je ratal. Kdo je prišel? Bivša? A bivša? Poleti prije ven nov komad. Tvoj? Ja. Ne bo me ne primeri. Pa nisem te prašal, če priješ na primeru. Zdaj imam že velike slovenske glasbenike, pridejo na komad, tako da zdaj še tebi javno priješ na vroče mi je. Ja, vroče mi je. Se kliče vroče mi je. Koliko toplih fantov porabiš? Dober dan. Gospodična. Poglej, tvoja bivša. Tako lušna pa slepa. Ne, ti si še v redu, on ni. Ne, lotili so se me, pazi. Ja, da bomo obrali do kosti. No, kaj zdaj? No, pa tvoj komadi sej ni besed, ne? Ker je tako dober. Ja. Mislim, rekel si, da si se zelo potrudil, ampak jaz sem res potem pričakoval ne ravno presežek, ne, to vem, da ne, ampak vsaj nekaj všečnega, nekaj poslušljivega, ampak tudi to ni šlo. Točno, da je poslušljiv, lepo prosim. Moram se še bolj poglobiti vate. Dobro. Z rdečimi lučkami ga moraš poslušati. Z rdečimi? Z rdečimi. Le, jih imamo vsi mi ledice gor, tako da te lahko posebno zelo romantičen plac. Glej pa pajka imate, koliko je velik. To je za srečo. To je za srečo, ja.
To je za srečo. Ki nam prinaša tako dobre goste. Dobro, še ni tako velik ta pajek. Ja. Torej, ja, ne, pravi še treba delati na tej glasbeni karieri. Treba je delati, graditi. Glej, pa se meni ste lušni, vi, ko se trudite. Ker jaz vem, kam to pelje. Ne? Dobro. In všeč mi je, ker imam zanamce, ki se trudijo, imam ljudi, ki poskušajo, imam ljudi, ki jim ne rata. In glej, zakaj ne bi bil eden izmed njih? Ko bom pa začutil, to pa zdaj res, ko bom pa začutil svojega naslednika, bomo pa šel prvi čestitati. Ampak zaenkrat nekako še... Dejansko ga iščeš, tako malo vohaš? Malo pa... Tebe nisem zavohal. Ti verjetno ne boš moj naslednik. Ampak ja, če je mogoče kdo res tako prepričljiv, da bi me prepričal, zakaj pa ne? Vse konc koncev, jaz ne bom eden tisti, ki bom pel in plesal do britkega konca, bom vedel, kdaj je čas, da se omaknem in bom prepustil prostor drugim, tako kot so ga nekoč drugi meni. Zaenkrat te potrebe po 20 letih še ne čutim, ko pa enkrat več ne bo pravega odziva, pa seveda me ne bodo odnesli z odra. A ne, se bom samo omaknil dostojno. Pošteno, pol postaneš mentor. Recimo. Nice. Enega učenca že imam. Uradno. A si videl? Ja, pol zdaj... Dečko uči. Zdaj pol ta vroče mi je, bo bil malo bolj uspešen. Od zebe. Ja, s tem tvoje malo znanjem in to. Kam si pa to naložil, to pesem? Na YouTube, je? A lahko vprašam, koliko malo gledal? 8500. Bravo. A dan si ga naložil? Prek Madmona, fuck you, član. Ja, čak. Zdaj je moja primarna domena TikTok. So trdi ti stoli. Ok, in tam jaz dominiram. A si ti prosim. izbral stole? Ja, da gosti sedijo vedno na trdem. Tako. Se pri tebi, dobro, da si stole nabavil, ne? Mogoče še kakšna beseda iz tvoje strani, ker ta poskuša, pa vidim, da ne bo šlo. Nisem navajen biti na tem koncu, moram ti reči respekt. Ponavadi sem jaz v neki ima dobre. In je lepo biti na tem koncu tako, okej. Da vidiš, da tudi obstajajo boljši od tebe. Okej. Si razmišljal, da bi bil komik? Ja, so me tudi, se to delam konc koncev. Ja. A ne, a mišljal sem pevc. Zdaj sem dobil ravno pred kratkim eno ponudbo z enega gledališča, da bi imel svojo stand-up komedijo. Vidim se v tem zelo. Ja. Močno. Mislim, da res bi mogel probati. Ja. Jaz se zelo prepuščam usodi na ključju. Torej, lahko, to je nek uvod v nekaj, vedno, se zna zgoditi? Ja, se pravim, da sem razmišljam o tem, seveda je to zdaj zelo v povojih, ampak bi pa tudi sprejel to ponudbo, ta projekt. Ne? Ker moramo vedeti, da je, ne vem, oder je oder, pravijo. Ampak ko se zavesa odpre v gledališču, je vseeno mal drugačen tač. In zato bi mogoče poskusil še kaj drugega. Tudi publika je drugačna. In mi se vsi borimo, da osvojimo čim več publike. Vse vedno ne. Seveda, vsem nikoli ne moreš ugoditi. Če se pa širimo, tako kot gledam zadnje leta, da je bazen moje publike vedno globi, pa mislim, da v tem ni nič slabega. Mazareč bi naredil stand-up tipo predstavo ali samo stand-up show? Kaj ti delaš te stvari za nalašč, to, kar govoriš, ali ne to slučajno? Ne vem, kaj si pa razumel. Vedno širši, vedno globi. Ja, vidiš, kaj ga ne poslušaš že tle eno uro. Tako. Jaz ne vem, to za nalašč ali je to slučajno? Ja, jaz ne vem, kako ti mene dojemaš in moje besede, ne? A to delaš za nalašč ali je to slučajno? Je kar malo vroče. Ja. Nisi pričakovala? Napoveduje tvoj komad. Ja, vroče mi je. Evo, vidiš, sem šel malo z marketing vidika tudi v to zebe me, zato ker zdaj vsakeč, ko unik je slišal moj komad, ko ga zebe, se spomne na ta komad. Ni jih bilo dosti, ima unih 8000 se spomne na ta komad. Mama tvoja bivša. Točno tako. Sem mi ga danes pokazal. Komad. Ja. Oni se spomnejo. Nekaj jih pa je. Tako, in vroče mi je, bo naredil isto. Ampak veš kaj, zakaj nisi razmišljal, če si že razmišljal tako marketinško, da bi naredil zebe me poleti? Vroče je po zimi. Zato je malo glupo. Koliko ta lahko pametno je glupo. Ne moraš poslušati, pizda. Kaj imaš ti milijonov gledal, imaš ti milijonov gledal. Seveda je mar glupo, ker ti smo ful inteligenten. Moraš narediti tako,
da ljudje se vprašajo, what the fuck, kaj ja, okay, what the fuck, in kaj bo poslušali poleti to? Pa to ti pravim, kaj modelu ni jasno. Pa ti to moraš videti, kaj model dela. Model je zamenjal letne čase. Okay. Ampak čak malo, če moram to pogledati. No pa bom. Koliko gledal je zdaj že več, ker bo še drugi pogledali? Pametno je samo zdaj gledam z vidika, da bo prišla zima. Na hajpaškomat poleti in polko bo zima, bo še bolj aktualen. Tako da z tega zdaj malo vidim. No, zdaj sva že tu. Okay. To mentorstvo že gre dobro. Ja. Sam malo mi je oporeka, ta bo problematičen. Vidiš? Ta bo problematičen. Ja, vidiš, mora malo videti. Praši njegova bivša, koliko misli, da je pameten. Jaz mislim, da je ona bolj pametna, zato pa je bivši. V glavnem, v komediji in to, te ti lahko izdam kakšen na svet. Jaz sem bolj v teh vodah. Ti mi daš na svet sam, da te pogledam, pa si smešen. Nič ne rabiš govoriti. No vidiš. To je to. Ti si mi inspiracija. No, tvoja muza, evo. Ja, ne. Muzič. Moj muzič. Ali buzič, ne, to je nekaj drugega. Kako izpeljati razvoj produkta, da prideš do uspeha? Evo, da vidimo. Kaj je tvoje tle? Kako vidiš? Zelo pomembna je ideja in strategija, se pravi, ne moreš preskakovati ali ne. Zapiši si 10 ali ne, kako postopoma boš prišel do nekega rezultata. Torej plan. Ampak zdaj, če ti ena kljukica prva ali pa druga ne uspe in greš kar na tretjo in se potem vračaš, ne. Tako dolgo driblaj, če se lahko tako izrazim, tako dolgo ustrajaj, da narediš po vrsti vse te kljukice. Imaš lepo pol vse v nulo. To so leta. Recimo Lamurko, evo. Kako si se lotil tega razvoja? Moram biti iskren. V mojem življenju se je in v moji karieri odvijale stvari, da so mi veliko ljudi mi je predlagalo določen brand ali določene stvari, da ga naredim. Spomnim se trenutka, ko me je recimo poklical Zmago Jelinčič Plemeniti in je rekel, Damjan, ti moraš imeti svojo knjigo, svojo avtobiografijo. In sem jaz rekel, star sem bil takrat 26 let, a mi lahko poveš za vraga, kaj lahko jaz povem. Toliko sem zdaj bil 26 let. Tako, kaj lahko jaz povem Sloveniji v svoji karieri in koga za vraga to zanima. Oziroma v svojem življenju in v svoji karieri. Je rekel, vsak nekaj v Sloveniji velja, mora imeti svojo avtobiografijo. Sem rekel, imaš ljudi, ki bi izdali? Je rekel, jaz sem ti zrihtal založbo. Takoj so bili za. Ljudje mene pokličajo, podpišemo, je bila premiera, 2 tedna zatem, ko je knjiga išla, pridemo na premiero, medijska konferenca, direktor učila so takrat, to je ta neuredniška hiša, kako se reče? Založniška hiša. Založba. Tako, založba, ki je izdala to knjigo in mi povejo, tudi jaz sem bil presenečen, da je v 2 tednih knjiga razprodana. Še preden smo mi sploh imeli. Koliko si zaslužil? Dovolj. Govorimo o 5-mestni številki? Dostojno. 5-mestni številki? Dostojno. 6-mestna številka? Ne, 5-mestna. 5-mestna številka? 6-mestna? Samo mesta povej. Ne, 6. Ja, 5, torej je 5. Ja, super, ne, pa sej. Mislim, za Slovenijo, komun. Ja, sej, a veš, to se zitek se na pisateljico se delijo stvari, založba mora nekaj dobiti. Ja, ko pri pesmi, ne? Mislim, plus to je tvoj side project, tako da. Ja. Ok, povej mi, kaj pa v tvoji karieri, kaj je bil najbolj uspešen podjetniški podvig tvoj? Jaz bi pa mogoče vseeno rekel kar pesmi. Pesmi? Zato, ker ko ti ustvariš pesem in je hit, ti na podlagi pesmi dobiš nastope. Sej v pesem ti vložiš in načeloma mi izvajalci, ki imamo kvalitetne stvari, vložimo v pesem in v spot, pol se še pa tukaj plesavke, pol še pa tukaj produkcija, to pol še pa tukaj. In to mi govorimo o kar precejšnjem vložku za slovenske razmere. 5-mestnem. No, to pa definitivno. Če gledamo vse skupaj, je definitivno. Mislim, se splača, Slišim moje glasbene kolege, ki zelo tarnajo, da se ne splača. In koliko imajo te kolegi uspeha, ogledov in vsega? Se ne splača. Jaz tudi ne stremim k temu, da bi toliko vlagal v glasbo, ker se mi zdi, da raje živimo od tega, kot pa da bi preveč vlagal. Ampak takrat, ko se pa gremo projekta, pa želimo, da je močan. No, kaj pa recimo, poleg glasbe, kaj je še res, kaj je bilo tebi najbolj profitabilno, recimo, tako, kaj je največ zaslužka ti naredilo? Koledarji?
koledarji. To je tradicionalni izdelek, ko rečeš december, Damjan Murko. Mislim, jaz ne vem, to si res dobro pulo. Kdo še lahko prodaja koledarje razen tebe? Ker to res ne gre. Pač... To res, oprosti, mislim, ampak veš, da je predsednik države tudi izdal koledar, ne? In tisto leto... Ne vem, vidiš, ne vem. Tisto leto, ki ga je on izdal, sem tako v eni izložbi, smo veseli, ne? Jaz, predsednik države, nage ženske, ne? Ker to mora biti na koledarjih in jaz. In je bilo takole, ne? Takole je bilo 7 evrov nage ženske, predsednik države 14 evrov, Murko 30. Čakaj, Damjan, kaj zdaj si zaslužimo en tvoj koledar, mi tle pri nas? Ne, to pa ne dajem, ni treba. Vedno so vsi razprodani. Veš, pre meni, jaz znam s promocijo samega sebe. Mojih izdelkov pa ne talam, ker jih res ni treba. Okay. To ni da, ker je treba, tako malenkost, izvolite. Ni da ga bomo imeli tle na mizi, da ga promoviramo, kot šišamo, da ga imamo. Zakaj bi ga mogel promovirati, če ni treba? Pa se ne bi mi za promocijo. Tradicionalna zadeva, ne čuješ. Ne, jaz vem, zakaj bi ga... Imamo tam datum. Jaz vem, zakaj bi ga ti imel. Da bi bil Marec spet zlepljen. To ne poznam toliko koledarja tvojega, pa ne vem. Ja, se za to? Če ti je težko da 30 evrov za mojo nagored. Tudi nage notri se kaj vidi. Pa zdaj te pa že začeli malo zanimati. Če ne poznam. Kaj ti misliš, da sem jaz... Zakaj misliš, da je 30 evrov? Ja. In zakaj je razprodan? Čakaj, Damjan, zakaj pa nimaš OnlyFansa? Koledar pa je. Koledar pa je, ker tam pokažem točno toliko, koliko jaz hočem, brez da mi kdo teži, daj več. Jaz grem, stike so zabavne, ne? Malo provokativne, niso pa zdaj, mogoče tudi malo erotizirane, ampak ne pa preveč. To moraš videti. Kaj veš mogoče, kdo je ta... Moga boš nabavil naslednje leto. Ja, za resni dan. Jaz sem si rekel, da so vsi razprodani, takoj. Zdaj bom vzel naslov, pa tega pošli. Čakaj, koliko pa jih prodaš? Ponavadi je naklada 2000. Ja, lahko naklada 4000, če bi dal za promocijo, kaj ne? Čisto redo je 2000. To je sezonsko delo. 2000 krat 30 je 60 000. Odkje je to cifra? Sem prav zračunal? To je že stanovanje, ko poskašam. Kdo je, ko stanovanje? Kdo lahko v Sloveniji skaša? Dobro, v Mariboru. Kdo lahko? Ja, se res, ja, sem še kaj preselil. A ne tebi je dala mama? Ja, je. Veš ti imel dolg jezik, lejka? Aha, kar ugrizem se. A to je neverjetno, kot da bi celo ekipo poznal že 100 let, ne? A zdaj vidite, zakaj pravim, da sem psiholog? Ja. Ne, ker nekdo, ki pred oddajo 7-krat reče, da mora spet na fitness in da tako dela na fitnessu in da mislim, a veš... Sploh nisem rekel sem, da enkrat, da sem... Ne, rekel si parkrat, da moraš trenirati in jaz sem prvo mislil, da si šahist glede na trebuh. Jaz grem. Ja, ne, zdaj... Vzami jih. Jaz grem. Vzami jih, Mona. Jaz grem domov. Dobivam v faco že cel podcast, Mona. Dobra. Ok, kaj še na svet, če se mi lotimo koledarjev? Ja, zato pa bi bila vidva. Ja. Kupiš? Ne, ampak bi pa bila. Mi ti ga pošljemo, ki smo dobri kolegi. Da na story pa naredim reklamo, ne? A če hočeš. Ampak evo, kaj še na svet? Jaz mislim, da bi mogel tvoj bivši vprašati, če se splača delati koledarje, da bi bil ti gor, ne? Ker tako je ena glista, veš, suha, ne vem, koliko je zdaj to za videti. Glisti. Lepo prosim, zdaj bulkam, do decembra bomo dobili lepo na masi, plus jaz sem eleganten, lepo prosim, nobena glista. Tako da... Zdaj pogledam svoj trebo, sploh ni tako debel, Damjan. Ne, si ti nisi debel, ti si elegantno in spopolnjen. Ampak čakaj. Veš, ko je lepo biti kompakten? Sem bil z enimi... Čakaj. Vse to ne govori zase, ne? Za me. Zate, ti si kompakten. Da greš povsod, ja, to pomeni, da te lahko dajo povsod. Ti, da greš povsod, to. Lepo prosim. Jasno. Lepo prosim, Damjan, ne? Smo bili na dopustu in en kolega hotel spati z enimi dvemi. Nič, samo prespat. Ja. In so rekli, ti si preveč širok, nabit, ne stojiš, Rimanič, ti komu se stisneš z nami dvemi. Tako da prosim. In ti si šel in si prišel povsod.
Ne veze nadaljevanje. Čakaj. Ne veze, samo hočem reči, da je lepo biti kompakten, okej? Prideš v placa. Tako da prosim. Kaj nimaš ti neke zgodbe? A te kdo pecal? Ja, ti! A ja, ne to. Jaz mislim, da te kdo zares pecal. Časi. Ja, Jaz sem to naredil iz dejansko. dobrodelnosti, da imaš občutek, da te vse nekdo mara. Ja, ne danes. Leta nazaj. Ne, dejansko. Kaj zdaj smo bili, senjore? Mesec nazaj smo bili v Ljubljani in en tip me je pecal in ja, potem stati. Ti oddajaš res tako energijo. Povej zakaj. Kaj je takega? Evo. Ti meni povej zakaj. Sorry, ki obstajam, brate. Ja, pač se to ni nič narobe, stopi iz omare, ne, da ne boš imel samih bivših, ampak pač enega za zmeraj. Prosim, meni so všeč gospodične. Stop. Ne, res kaj je takega? Zelo poudarja to, ne, namreč. Jaz sem prišel pa streko, meni so še ženske, okej. Ala šu, mona, dej. Okej. Veš kaj, nisi prvi, da to reče, zato sem zdaj, okej, dobro, tle očitno neki je. Sam zanimivo, da vsi ostali opazimo, sam ti ne. Ala vsi ostali mona, Ja. so bili enih par, ampak to pa res vse. Slovenščina matura 4. So bili enih par. Ja. Tle imamo gumb slovenščina matura 4, ker sem imel slovenščina matura 4. So bili. Ne zna govoriti slovensko. Ja, ne, problem je vi, Primorci, imate res malo problemov z dvojino, ne? Dosti. Še dobro, ja, in veš kaj o tem zdaj priča, ne? Da oni dve ženske nikoli nista bile zares dve, ne? So bile 3. Sej to? Torej si super si vidiš, koliko se lahko zdaj pohvališ, da si bil ti edini s 3. Sploh sem pozabil, o čem smo govorili. Čisto nas je vrgo iz tira. Matej, vidiš, Spet, to je spet. prevelik kaliber za nas. Ja, to sem čakal. Dobro, Se trudimo. ga počasi. Storija. A ja, štorija, ja. to moraš povedati. Nekje smo bili 3, 4, 5 let, ne vem, na informativi enkrat si bil in smo tam šli... Jaz sem bil. Ja. Ja, to sem res bil, ja. Nic smo tam šli slikati s tabo. Jaz sem nastopal, ne? Nimam pojma. Ja, sem nastopal. Lih si prišel, sem rekel, Murko slikca. Gospodarsko razstavišče. Ja. Ja, nastopal. Nisem bil na stopu, sem se prihranil. No in... Nič, tam smo se šli slikati in sem rekel, Murko, kaj ti lahko tako bratsko objamem, ne, in ti, kaj lahko jaz te objamem in tako me pogledaš, sem bil, bom vzel ta kompliment, lepa, hvala, se vidimo. Da se te pa spomnim, da smo se objela. Ja, res ti bom pokazal slikco, če se res spomniš. Ja? Dobro, v glavnem, in to je bila zdaj štorija moja z Murkotom. A ja, jaz sem mislil, Bog ve, kaj bo zdaj povedal. Ja, ne, to je to. V glavnem, zdaj imamo lepšo štorijo za povedati. Koliko let imaš že pumpo? Ženo? Poročen sem 14 let. Maja bo 14 let, na 3 leta podlage. 3 leta podlaga? Prav je to 17 let vse skupaj. Ja. 3 leta 3 ste leta hodili... sva bila parja. Okay. Potem sva se poročili, jaz sem se dosti mlad poročil. Že zato, ker je ona 10 let starejša od mene. Opa. Vem, kaj ti gre po glavi. Mami issues? Veš. Ne, padamo oba. In ona takrat ni mogla vedeti, kaj se bo zgodilo z mojo kariero. Ne? Jaz sem bil takrat star, ko sva se videla spoznala 18, ko sem se poročila, sem bil koliko 24. To ne bilo 28. Takrat, ja. In ti? 18. Jaz sem bil 18. Bo hitro ti to. Ja, se malo sva še počakala, da je bilo legitimno. Kje ste se našli? Na občini. Ona je delala. Kaj si šel narediti osebno, monakaj? Ne, nastopil sem že takrat. V naši občini je delala. Ona je bila tajnica župana, jaz sem pel na sprejemu županovih gostov, ampak to sem imel res srečo, da sem bil tam, zaradi tega, ker meni ni povabil, ker tako lepo pojem, ampak ker to je bila mala občina, v kateri sem živel in je pač enega lokalca poklical, da pride zabavati. No, tako je bilo. In mi dva sva se tam spoznala, beseda je dala besedo, poglejte, dal pogled. Zvala najprej seveda samo prijatelja, se jaz si sploh nisem znal predstavljati. Ko se začne, ne? A ne? Vidva ste tudi frenda, ne? Ko se začne. In potem, zdaj, če čisti iskreno povem, so se v meni začeli odvijati tak zelo posebni občutki, ki jih mogoče si jih nisem priznal. Jaz nisem jih priznala ona, in potem se je počasi začelo dogajati. In še en dokaz, da leta mogoče niso sploh pomembna. Res je. Zanimivo, 10 let starejša. Ja. Jaz ne vem, če imel starejšo punco, iskreno. Si že razmišljal, da bi imel punco?
Že sem razmišljal. je ostalo pri tem, ne? Ne. Ja, jaz imam rad punce. Aha, ti tudi! Ja, mi smo ekipa punce, okej? Tako, kjevca. Mi imamo vsi radi punce. On je edini, ki ima kljukico, razumeš, v dokumentih, ne? Pizdam pa gres. Da ima punco, ne? On ima uradno punco. Ja, jaz sem tako. Najbolj glumim, pa imam edini kljukico. Ja, ampak res, stari člen nas je malo dobu... Nas je dobu, ne? Mi imamo kolegice. Kolegice. Ti imaš pa kolege. Ja, sam vidva nista moj kolega. Najboljši kolegi. Rabiš lulat mogoče? To si me vprašal, čim sem noter stopil. Jaz sem te vprašal. A ja, to se vidi, da je takole, da ga zaščiti. Lahko naredimo malo 5-minutno pauzo. Okay. Da se malo... Če zadihati, ja. Da spoznaš le občinstvo. Evo nas nazaj z odmora. Torej, Damjan, tebe so stepli. Ste povedala, kaj smo počeli med odmorom? Ja, smo brisali solze, jaz in Matej, in zdaj nadaljujemo. Nismo mogli več. Ne, v glavnem ja. Ne, vprašaj, kar si vprašal. So te stepli? Si videl zajca? Kako to misliš? Ali so te stepli? Ali so me kdaj pretepli? Ma nek video je bil, da so te stepli. A to, Marija, nisem vedel, na kaj misliš. A kaj, imaš rad, da te pretepajo? Okay. Zdaj pa vse je oblečenega, ne. Zdaj po vsem tem času, bom rekel sam tako, da veliko ali večina stvari in posnetkov in vsega, kar je bilo ali zapisal, ki so bili o meni zapisani, posneti, izrečeni, je bilo veliko tega zrežiranega. Ampak dobro zrežiranega, da me po 15 ali več letih sprašujejo, če je res. Kar pomeni... Lepo te je. In ti še pa si res, ko je na pečku prav zgrmel si. Lepo te je. In še kaj nekaj bil, kje je bilo to? In en kafiču, ali kaj je bilo, ne? 2-krat smo naredili. 2-krat se je zgodilo. Sem me poklical, če me lahko pretepajo in sem rekel, kaj imam jaz od tega. In? Kaj si imel od tega? Ja. Veš, da. Publication. Ja, pa. Kaj pol si Ne, takrat so se tudi posnetki, ekskluzivne zgodbe, fotografije odlično prodajale. Takrat so mediji kupovali te zadeve od zvezdnikov, ki so bili zanimivi. Spomnim se tudi, da paparazzo fotke so kupovali, ne vem, zdaj govorim na pamet, 100 € paparazzo fotka, da si šel po mestu, videl znano osebnost, ki pije kavo, si jo slikal s telefonom. In pol si to poslal na revijo in so ti oni nakazali 100 €. To ni slabo. Potem, ne vem, veliko teh stvari je bilo, ki jih zdaj ne. Zdaj si lahko srečen, če te sploh pokličejo na intervju. Pa zelo srečen si lahko, da dobiš prostor, no tukaj pa zdaj ti prideš, da dobiš prostor v resnih medijih. Ne. Da lahko poveš tudi kaj inteligentnega, ni tih odvečnih provokacij in neumnih vprašanj, ne? Ker sicer nekam kot je recimo ne obstaja neumno vprašanje. Ne. Samo neumni odgovori. Ne, samo neumni voditelji. Zdaj smo tle. Dej, kaj je bila zgodba, pizda? Neučakan. Se pravi, ja, tako kot sem povedal, veliko stvari je bilo zrežiranih od Zdravljice, recimo na stadionom za Bežigradom. Kaj je bilo s to Zdravljico? To so me poklicali, če bi jaz zapel Zdravljico pred praznim stadionom. Jaz sem to naredil, seveda je bilo dokaj mimo, a ne? Se tudi zdaj, če bi zapel, bi še za nalašč mal mimo, ker mora biti rdeča nit Murka, da ne mora biti točen v intonaciji. A si zafušal? Jo, malo pa že, ne? Ampak to je bilo takrat senzacija. Pol so mi že rekli, v času volitev to sem pozabil povedati. Sem se zdaj spomnil. V času volitev so me poklicali, če bi to naredil še na hrvaškem stadionu, ne, da bi jih zdrmali. Ampak sem zavrnil, toliko pogumen, takrat nisem bil. To je pogledala praktično cela Slovenija. Tudi takrat ta pretep, recimo, je pogledala v enem dnevu več kot polovica Slovencev in je bilo tudi potem zvečer pri rednih poročilih so predvajali ta posnetek, ker kaj za vraga se dogaja. Govorilo se je povsod. Isto moja poroka. Ti si kot neka slovenska Kim Kardashian. Lepa. Mogoče bil. Lepa.
Ja, toliko mojih ljudi, ne? Na to recimo ni njen sex tape. Vsi so ga pogledali, pač ni neki baš, ampak ni neki baš, ampak si pogledal. Ki te je zanimalo in si pogledal. Te zanima. Ker ne moreš mimo, ne? Spet so neke emocije tukaj. Recimo, velike podjetja me najemajo za jumbo plakate po Sloveniji. Ker se pelješ mimo, res kaj, da jih nalepiš gor, ali kaj? Ja, jaz ne, ampak jih nalepijo, ja. Moraš pogledati, kaj za vraga Murko visi tle gor, ne? Kaj se dogaja? In se pravim, čustva so tista, ki pri ljudeh vzbujajo zanimanja. In za temi stvarmi, kot smo zdaj rekli, recimo ta kontrast, ko pogledaš, ko je bil recimo Zdravljica zapeta za praznim stadionom za Bežigradom, 10 let je minilo, da sem zapel isto Zdravljico, mislim, se pravi našo himno, na polnih stožicah na otvoritvi, ko je bil Jure Zrnec in Lado Bizovičar, Not Pado Life se je imenovala zadeva, 12,000 ljudi je skandiralo in stalo, ko sem jaz pel. Se pravi, kam v Sloveniji še lahko grem, se včasih vprašam. Ne? Se pravi, ko enkrat zapoješ pred 12,000 glavo množico, je skoraj da to. Ampak hočem spet povedati, kako sem rastel prazen stadion, 12,000 ljudi. A ne? Ko to vse skupaj pogledaš, to je bilo v 10 letih, si rekel. 10 let razlike med tem, ne? Med enim in drugim. Dej, ti si na sceni že 20 let, koliko si na sceni 20 let? Mal več je, ampak. Dej, povej eno zgodbo, ki je še noben ni slišal, ki se tebi zgodila. Dej nam nekaj. Toliko smo jih primili zdaj. Mogoče bo Matej še enega več pol. Ja. Ampak se ne vem, kaj bi izločil. Ampak dej eno zgodbo, eno dobro zgodbo. Imaš za nas. Valjda imaš ene štorije. Eno dobro štorijo. Eno za naslovnice. Jaz spomnim se ene poroke, to lahko povem. Ne bom povedal, kje ne bom povedal nič, ampak ene poroke, kjer, to je že res leta nazaj, kjer sem jaz imel nastop in je bil potem ženin toliko vznesen, da je vedno, daj še eno, seveda jaz sem takrat delal iz srca, sem zapel, danes ne bi, danes delam za denar, ne iz srca. In sem zapel in se je vlekel in tako naprej. Samo se je vleklo. No, se veš, kako se to dela na poroki, ne? Moraš vedeti, ker je ne boš doživel. In potem pride min zodra, ženin me je takrat najel za svojo ženo, mi dva stopva na stran, sem rekel, zdaj pa denar. In je rekel, ampak ne bom zdaj tle kovert odpiral, da pridi ti jutri še enkrat na kavo. Samo še s predračunom. Kdo za vraga bi odpiral sploh koverte na poroki, pa je imel ven denar, če veš, kak je honorar, ga imaš pač pripravljenega, a ne? In sem rekel, glej, daj denar, ker definitivno jutri ne bom prišel, ne? In je mencal, da ne bo dal denarja, in sem jaz šel na mikrofon, sem poklical nevesto pred oder, sem rekel, da sem zelo vesel, da sem bil danes tukaj, predvsem zaradi nje, ampak bilo pa bi fino, da če me je že ženi naročil, da me tudi plača. To je bila ena res taka dogodivščina, ki me je vsem ostala v spominu. Ja, tudi vredno ženinu. Ženinu, ja, ker pravi, da pride Murko na poroko, da ženin doživi pravo poročno noč. In ta jo je. Meni je bilo malo hudo, ampak veš, jaz sem tudi... Kakšno slabo luč si ti vrgel na tega ženina, zdaj cela njena familija, ko je škrt, ko je nepošten. Celo življenje sem uničil. Jaz se, če pojem na poroki, je to že slab začetek. Že tako ni verjel v to zvezo. Že takrat. Dejansko je bilo to recimo en prepetljaj, ki sem ga zdaj prvič povedal, no, za vajo. Dej, kaj pa recimo ta slovenska estrada? Kdo ti je, kdo ti je najbolj všeč zdaj na slovenski sceni? Kdo je najbolj tak pristen? Ja, tebi tako osebno. Ja, osebno. Tvoj najljubši, razen Blaža. Veš, kaj jaz poznam? Vse. Poznam vse, ampak tudi z nekaterimi se tudi zasebno zelo dobro poznamo in zelo dobro družimo. In veliko družimo. Alja, odlična. Alja kdo? Alja, pevka. Priimek? Ni, Alja pač je. Alja ni priimek. Ja. Tle publika se prijema z glavo, ja, jaz ne poznam scene, zato vprašam. Važno, da veš, da sem jaz. Alja je super, seveda Saša Lendero, ona je... Viš, to poznam. Ona je super, se tudi zasebno družimo. Prije sem prišel sem bil ravno pri njej. Kaj, ona je tle zobale? Ne, v Ljubljani pa sem. Ja. Potem velike, res dobrih glasbenikov, ki moj lik sprejmejo tako odprto, Nuša Derenda, recimo mi je tudi pela na poroki. Tako da
imam res, lahko rečem, glasbene prijatelje, ki reče Damjan Murko in reče car, a ne? Pustimo, zdaj tudi jaz delam show biznis. Če bi mi tekmovali, kdo je boljši pevec, bi definitivno vsi ti ljudje zmagali, a ne? Če bi gledali tako. Kaj pa Jan Plestenjak, tvoj prijatelj? Ga imam rad. Sva se ravno pred kratkim srečala, me je tudi zelo pohvalil, se pravi, zelo bister človek, ki točno v življenju ve, kaj hoče in ne pozabimo, da je tudi rastel. Če pogledamo njegove prve posnetke, kaj je repal in tako naprej. Joj, kaj je že ono? Neki stvari so 3 neki, kaj je že? Ja. In, no, ampak hočem reči, a veš, to je potrebno za uspeh nekega produkta. Če bi kar takoj štartal z vsemi razpredanimi dvoranami, dvomim, da bi obdržal se, ker poznamo primere, ne, ki so zelo v enem letu bili zelo na vrhuncu, tudi glasbeno. Imeli so enega močnega menedžerja, ki je žal pobral seveda veliko... Kdo zdaj, o kom govoriš? Ja, mi nismo v teh vodah, ne vemo. Mislim, komu je pobral? Koliko ljudi se pa je poslovilo z naše estrade? Mislim, ta slovenska estrada je lahko, tako, ne vem, pravim, ne, je lahko kar neka una, ki je bila na šovu, ne vem, Kmetija in je zdaj zvezda bila en teden. No, ampak je bila en teden, ali recimo nekomu, ki je zelo dobro kazalo, recimo kakšnemu kvazi pevcu iz Koroške, ne, in se je potem, ki je vedno znova sanjal, vedno znova sanjal samo njega, ne. Oj, bog, ta dva res ne veste, da govorim. Ja, vem. No, ne, okej, tebe razumem. Ja, vem. A veš, no, hočem povedati, da... Zakaj njega ni več? In to je to, veš. O tem govorimo, ne. Zato, ker zelo ljudje, ki pridejo na sceno, ne razlikujejo te realnosti. Čakaj, on je bil lik. Ne, o tem je bil problem. On je bil to? On je tak, kot je. On je še vedno tam, kjer je? Ja, in še vedno je tak, kot je. A ne? Mogoče bi bilo, a veš, ne znajo se iti tega, kakorkoli obrneš, to je posel. Se dela instinktivno, se dela s srcem, se dela tudi z razumom. Ampak to je posel in to moraš razumeti. In če to razumeš, ti lažje slediš tej mašineriji slovenskega razmišljanja in slovenske mašinerije, ki se je reče mediji, kot sem prej rekel, da je zelo hitro ustvarjajo in tudi odvržejo. Recimo gledamo ljudi, ki so bili na Eurosongu. Kje pa so zdaj? Točno 1 leto so bili popularni. Potem pa več niso imeli za kruh, recimo. In oprosti, če greš na Eurosong, če ti predstavljaš neko državo, ne glede na to, kak rezultat ti prineseš. Kaj pa letošnja izbira Eurosonga? Fantje so mi všeč. Pa dekle je tudi eno vmes, smo se ravno zadnjič srečali in smo se pogovarjali. Tako bom rekel, to je mladostna energija. Na Euroviziji, veš, da je LPS? Kako? LPS? Mi vmes žensko? Ja, tudi jaz sem vedel. Pardon, LPS, imamo to na zmago. Kaj misliš, da imajo... To, ki si prej rekel, meni manjka pri njih ta it, ta... Misliš, da lahko pridejo visoko? Jaz pa mislim, da je catch njihovega nastopa v tem, da jim dol visi. Saj dajajo tako vtis. A ja, kao, no? Ležerno. Meni je catchy komat, meni je dober komat. Meni je luško, se pravim, to, jaz pogrešam nove obraze, nove ljudi. Mal me je strah, da se bo zelo hitro zgodba končala. Želim pa jim seveda vse najboljše. Meni ste bili še čuna, kaj v Nazale in Gašper, ne? Ko ste bila v Nazale? Ja, ta sta z Maribora tudi poznamo. Sta mi bila ful, tako posebna, simpatična speta, veš, je bila. Posebna in tudi ona dva nista pričakovala. To je ta, ko greš ti v nek projekt, ker to so glasbeniki, ki bi se radi pokazali, ki bi radi širnemu svetu v tem primeru, v Evropi konec koncev, pokazali svoj talent in svoje izdelke. Neobremenjeni so z vsem tem. Če bi zdaj jaz šel, recimo, bi bil pripravljen na marsikaj, ti pa niso, ne? In verjamem, da bojo tudi se vrnili mogoče z eno zelo pozitivno, pa mogoče tudi nekaj negativnih izkušenj nazaj, ne? Ker potem, ko enkrat pride do načrtnega sesuvanja, ob tem trenutku, ko ti ne izpolniš pričakovanja svoje publike, a ne? Zdaj, če imaš ti publiko pravo, ga lahko tudi kiksneš, pa še bodo vedno na tvoji strani. A ne? Če pa je ta publika samo takrat, ko je vse najboljše,
ko si na vrhu. Ko ti pa spodnese, pa jih več nikjer ni. Tudi meni je spodneslo, priznam, pred leti. In je bila publika tista, ki mi je ponudila roko, da sem spet ostal. Če takrat publike ne bi bilo, bi se lahko samo še poslovil. Torej, kaj imaš tudi pristen, to, kar si, vedno ne smeš se spreminjati, ali kaj, kot razumem? Spreminjamo se vsi, ker te življenje spreminja. Ja, ampak kaj pa ne smeš narediti torej? Kako zgubiš publiko? Problem je, to je težko reči, kako zgubiš publiko, ker publika se sama odloči in loči zrno od plevela in zelo hitro, če lahko tako rečem, zavohajo tvojo... Ma to vidi, kdo ima, kdo nima. Takoj se vidi. Tako. Veliko je primerov, ki so poskušali, veliko je primerov, še več je primerov, ki so se poslovili, ampak mi pa moramo nekaj vedeti, ne? Da tukaj govorijo lahko tudi mi o izjemno talentiranih ljudeh, ki imajo vse predispozicije za odlične akademsko izobražene glasbenike. Ampak spet manjka to, pa bom rekel kar tako, to, kar imam jaz. Se pravi karizma in PR, ki stoji za vsem skupaj, da ti veš, kam in v katero smer potuje tvoja karijera, tako da človeka premakne. In če bi povzel, torej, kaj je ključ za uspeh, PR ekipa in marketing? Druži se z Damjanom Urkom. Ček. Zato smo ga povabili na podcast. Dej še na hitro za konec. To se bo predvajalo v torek, po veliki noči. Kakšne plane za veliko noč? Za veliko noč bom, jutri še imam, kako bo zdaj to? Okay. Imam še nekaj koncertov pred veliko nočjo. Prav nekaj, torej več kot 2. Ne, jaz zmeri delam na vikend 4-5 nastopov. Maja? Ja, ker jih porazdelim, ne, to so praznovanja. Zato je potem pa diskoteke, Hustler. končam v Tržiču, končam v polnoči. Včeraj si mi rekel nastop, ne? Ali si imel? Tudi čisto vsak dan. Vsak dan imaš nastop? Vsak dan, zato ker jaz grem tudi v službo presenetiti, na dom presenetiti, na parkirišču čakam z vrtnicem, je rož. Skoraj vsak dan, če niso nastopi, so pa tudi intervju. Ajde, na hitro, kje te lahko nabavijo? Instagram, imam tudi svojo spletno stran, zdaj se obnavlja. Tako da. Torej nimaš spletne strani. Dajte me poklicati, čeprav še nekaj moram povedati. Zelo težko bo letos za vikend, da me dobijo. Sam to. Okay. Lahko pa poskusijo srečo. Srečo. Kdo ima več sreče? Ja. Koliko je le morate imeti vidva, da sem tukaj? Jaz ne vem, razpadaš vedno bolj to. To je znak, da mi zaključimo. Damjan, ful lepa, hvala, da si prišel. Pa brez zamere. Nikoli. Lepo se je bilo pohecati. Mislim, lepo je bilo, da si ti nas hecal. Lepo ti je bilo nas pohecati. Ja, lepo ti je bilo nas pohecati. Folk, like, comment, share, subscribe. Jaki gosti prihaja, ni to edini, nisi edini jak. Si med jačimi, nisi edini. Ne, sej prav. Jaz sem zmeraj za to, da se širimo in da smo vsi najjači. Tako. Ker publika pa itak ve, da sem jaz edini. Utruja. Dej, še kaj boš rekel? Damjan, meni si res legenda. Uni podcast, ki sem imel s vami, sem ga poslušal sigurno 3-krat, ker mi je bil tako dober. A ti je bil dober, no. Ja. Tako da upam, da boste tudi vi, naši poslušalci, poslušali tega večkrat, ker res, toliko kot nas je on danes zdi, so nas ne bo noben nikoli. Nas ne bo noben, verjam. Tako da, hvala ti res še enkrat, da si prišel in res. Hvala ti. Like, comment, share, subscribe, se vidimo drugi teden. Zvonček. Čau.